Živijo, Borut Lesjak tukaj. Po kratki meditaciji danes sem dobil precej močne uvide, vizije za celjenje v Sloveniji mogoče. In seveda lahko govorim samo o tem, kar sam učim pri celjenju, pri metodi celjenja in kar sam vidim za sebe, je to, da je mogoče osebno za mene čas, da se še malo bolj izpostavim, da malo več povem. To mi je včasih precej težko, ker zelo močno verjamem, da moram imeti nekaj zelo močnega za povedati, da se sploh splača govoriti. Oziroma verjetno je še bolj razlog to, da verjamem, da je težko stvari prenesti samo z govorjenjem, da brez meditacije, brez mogoče celo redne izmenjave s tem delom, je težko narediti razliko v življenju. In zato se izogibam, rečemo, praznim pogovorom, čeprav se na koncu izkaže, da nobeden ni kar prazen, nobena stvar, ki jo počnemo v življenju, ni kar prazna. No, kakorkoli čutim in že gremo v to smer, da bom posnel še precej meditacij, v katerih bom naslavljal določene teme, kot so strahovi, jeza in žalost. O tem bom celo napisal 3 knjige, ki bojo imele vsaka svojo meditacijo. In potem bom imel še dodatne teme, ki ne bojo imele knjige, ampak samo meditacijo. Mogoče bojo to take vsakdanje teme, okrog katerih se veliko vrtimo, recimo korona časi, izolacija, otroci, vzgoja, šola, protesti, vse te stvari, o katerih zelo veliko razmišljamo in se zelo delimo. In z mojega zornega kota ni razloga za delitev na noben način. In obenem vem, da smo razdeljeni v svojih edinstvenih pogledih na svet, ampak to ne pomeni, da smo v različnih čolnih, na nasprotnih bregovih. Sploh ne. Mi smo tukaj z namenom narejeni tako, da smo edinstveni. Zato, da najdemo to ljubezen v sebi, da se sestavimo skupaj v sodelovanju, ne nujno v neki taki čudni enosti, da potem izgubimo to individualnost. Sploh ne. Ravno nasprotno. Ko bomo zadosti pogumni, da se bomo upali brezpogojno povezovati, takrat bomo šele vstopili v svojo moč edinstvenosti in jo spoznali sebe. No, toliko za enkrat, se pravi, veliko novih stvari imam še v planu in predvsem pa tudi mogoče kakšne povezave v živo, se pravi kakšne skupine v živo, kjer se bi več pogovarjali, mogoče celo kakšne vprašanja in odgovore, čeprav to res ne verjamem na tak način. Mogoče bi naredili kakšno meditacijo skupaj, se o čem pogovorili. Bomo videli, kam nas bo pripeljalo. Toliko za danes, srečno, lepo bodite, zaupajte ljubezni v sebi, ustvarite v sebi, če tako želite, in se spet kmalu ujamemo.